Hvala, fantje. Hvala za tole zmago, ker tole danes je pa bilo vredno vseh naporov, vsega kreganja nad sodniki upravičenega. Zlasti, fantje, ste res. Saj boste vi verjetno rekli, če bi kdo sam pri sebi to poslušal, da še niste naredili nič, da je to komaj začetek zgodbe, ampak tale zmaga je pa vredna toliko, kot ne moremo opisati. Prvič, ker smo premagali Avstralijo, če bi me kdo vprašal pred srečanjem, če smo tega zmožni, najverjetneje, oziroma vse so me vprašali. Odgovoril sem, da so možnosti 1:5. Pa ne zato, da ne bi zaupal v naše fante, ampak ker sem želel in probal ostati realen, ker menim, da imajo na papirju boljše moštvo, ampak v košarki so se dogajale še večja presenečenja. Ampak danes ni šlo za presenečenje. Danes smo bili boljši, krepko boljši. Pa ne samo od Avstralije, od dveh sodnikov in sodnice. Z vsem dolžnim spoštovanjem, bili smo krepko boljši. Razlika na koncu, celo majhna. Vmes je bila v zadnji četrtini razlika že na 15 točk, če ne še kakšno več. Ampak to res ni zdaj nepomembno. Res sem si oddahnil, moj puls je bil na neki točki verjetno preko 180. Hvala, fantje, za tole še enkrat. Hvala tudi vam, da me spremljate, da ste skupaj z mano v tehle analizah vabljeni, da se naročite na moj kanal, če še to do tega trenutka niste storili. Gremo na analizo. Odličen začetek. Koši so leteli z ene strani do druge, 28-20, če se ne motim, na koncu prve četrtine, tako da v nekih obrambah na tem mestu nismo mogli govoriti, ampak bolj je šlo za odličen napad. Resnično prave akcije, moška košarka, v glavnem napovedovalo se je vrhunsko srečanje in to smo tudi dobili. Že od samega začetka neke provokacije, se pravi nad Dončićem v tem primeru sem se že zbal, da se bo pustil sprovocirati in tudi verjamem, da se je v določenem delu potem celo dobil pozneje tehnično. In že smo dobili prvo sporočilo, da sodniki enostavno niso na nivoju, ki ga zahteva ta del tekmovanja, ampak vse lahko rečemo, tega smo že navajeni. Težko sem pa navajen, da je šlo za tako pristransko sojenje, kot je tudi opazil strokovni sodelavec v studiu Marko Maravič, ki je to tudi izpostavil. Zanimivost, Dino Murić se je celo zahvalil sodnikom. Zakaj? Ker je enostavno po njegovem mnenju Slovenija bila zaradi tega boljša. Pa se mogoče celo lahko strinjam s tem mnenjem. Dejansko. V glavnem, visok nivo košarke se je nadaljeval potem tudi v drugi, tretji in pa zadnji četrtini. Brez dvoma, seveda kakšne napake, razumno, ampak vseeno, konec koncev, to je bila fenomenalna predstava z koncem dobrim za nas. V drugi četrtini smo bili že priča tretjemu favlu Luke Dončića in pa Žige Dimca. Tako da je to bi bil vidno izmatram že potem proti koncu. Ampak rekel sem si, ni Luke, ni problema. Nikolić, Zoran Dragić, Prle, Čebašek, Tobi so igrali brez Luke, ki je bil s 3 favli na klopi. Dodala sta svoje še Bine Prepelić in pa Žiga Samar. To je bilo vse v drugi četrtini. Tu smo se že jezili na sodnike, torej, ko sem že omenil, favli so bili 14-7 v korist, da tako rečemo, Avstralije, se pravi, mi smo naredili 14 favlov, medtem ko oni 7. Ampak glejte, tukaj sem že zasledil komentarje, da igramo 8-5 na parketu. Bineta in Samara bi tu najrajši želel postaviti, pa se mi zdi tako nefair do vseh ostalih, ampak v nekem točki sta potem ustavljala v obrambi Avstralce, potem tudi v napadu Samar vrhunsko analiziral, Bine zadev trojko. V glavnem, če sem prej omenil razmerje favlov, še dajmo razmerje prostih metov do polčasa, 17-5 v korist Avstralije. To so gola dejstva, In gremo na tretjo četrtino, začne ista postava kot v prvem polčasu in si misliš, pa daj Donke, nemoj komunicirati s sodniki, ne delati brezveznih favlov. Peti Mir zavodi direkt preko njega, prišlo je do rahlega kontakta, četrta osebna Dončić.
V strogi teoriji je bila, ampak da ti najboljšemu igralcu prvenstva, top 3 igralcu na svetu piškaš 4. faul na tako pomembni tekmi, pejse solit. Prisežem bi isto rekel, če bi šlo za Patija Millsa ali pa Josha Giddija na drugi strani. Evo, dam roko v ogenj, da bi isto rekel, ne moreš tega soditi. Pismo, ne moreš nek kriterij, pa to je na koncu je slabo za tekmo, da izgubiš najboljšega igralca na terenu, katerekoli ekipe. Močen vpliv so imeli sodniki na srečanje. Prvo kot prvo so slabo sodili za nas so še pustili sprovocirati, ampak to je, lahko mi rečemo, ne se pusti sprovocirati. Dajmo se nek realen življenjski problem. V službi ne gre, narediš napako, šef ti teži non-stop, včasih neopravičeno, avtomatsko delaš kakšno napako več, živčen si, nestrpen si. Ne? To je neko sosledje dogodkov. Zdaj, če se še malo navežem na sam prenos, sam sem ga spremljal na Šport TV, evo, Gregor Žvab, komentator, fajn je bilo spremljati tole srečanje, res dobro odkomentirano. Bi pa se tukaj še v četrtini navezal na en aspekt, ki je izredno pomemben na takšnih srečanjih, in to so izkušnje. Ali Nikolić, Klemen Prepelič, tukaj sta vodila igro, Luko smo imeli na klopi, vemo zaradi kaj 4. osebne napake, tako da kar nekaj časa je Luka tukaj preživel zunaj in so morali ostali zadevati. Gregor Hrovac, spet ga moram omeniti. Imel je sicer 2 trici na pladnju, kjer bi že lahko po eni strani zapečatil zmagovalca, niso šle not, ampak lejte, fant je skakal, borbal v obrambi, svašta, delavec. Tako da ja, jajca smo imeli, pa še eno zadevo, 6 minut v tem podcastu noče in nisem povedal, strokovni štab, Sekulič in ostali fantje, pripravili so ekipo do potankosti. A se mi zavedamo, zdaj pa samo malo, a se mi zavedamo, da smo imeli 66 točk prejetih na kontu 3 minute do konca, proti Avstraliji, proti Millsu, Giddiju, kaj bi našteval? To je vrhunsko, na koncu smo dobili malo več, ker so oni šli na glavo, pa so pač zadeli na glavo, ampak nema veze, do konca smo prijavili tekmo. Luka je prišel potem na koncu sklopi, brez osebne napake do konca tekme, ampak gledajte, tudi brez Luke smo igrali, povezovali igro, žoga ni stala, žoga je tekla, gibali smo se v napadu, v obrambi smo držali nivo. Koliko sem živcev zgubil, predvsem zaradi sodnikov, ampak koliko sem ponosen na te fante, pa to je neverjetno, res, presežem, no. Čeba mi vmes zadane neko trico, Prlejo zadane neko trico, ki jo rabimo. Delali smo plan do potankosti. Se mislim, da je Basin na polčasu izjavil, da so si želeli kontrolirati skok in smo ga dobili. Glavnem, nočem govoriti o posameznikih tokrat, ker res si ta ekipa od igralcev do štaba si pa res zasluži danes vse čestitke, no. Bom še vmes omenil statistiko, ampak zdaj dalje. Avstralija je fix out, ne. Avstralija je ven, isto kot Gruzija, tako da v bistvu mi in Nemci, ki igramo v nedeljo, igramo za prvo oziroma drugo mesto za napredovanje, kar pa v bistvu je zelo pomembno. Jaz sem vmes že gledal razpored, sem vmes že vedel, zakaj se gre, ampak sem se tako zmedel, da dajte me tukaj v komentarjih popraviti, a če smo drugi, gremo na Kanado, če smo pa prvi, pa gremo na Srbijo oziroma Italijo, s tem, da je zdaj Srbija malo zafrknila, ker je izgubila proti Italiji. Ampak jaz to prav, sem popolnoma zgrešil. Sicer bomo itak vedeli več v nedeljo, ob 13 uri in 10 minut je tekma proti Nemcem. Ne vem, zdaj smo še vad, kdo bo zmagal, pa kdo je favorit, ker sem še vedno v tekmi za Avstralijo, ker še mi preveč pomeni ta zmaga, ker še nočem pozabiti. Hkrati pa vem, da fantje ne delajo euforije. Hkrati vem in zaupam strokovnemu štabu, da jih ustrezno pripravi. In tukaj so res vrgli in ovrgli vse dvome, kar se tiče strokovnosti. Ker tole danes je bila najbolj pomembna tekma in opravili so jo vsi po vrsti z odliko. Res, svaka čast, fantje. Da ne pozabim statistiko, čeprav sem rekel, ne bomo izpostavljali posameznikov, ampak gledamo celotno statistiko, vse ekipe. Dončić 4 osebne, od 8 minut do konca, 3. četrtine dalje, 20 točk, 7 skokov, 6 asistenc, prosti meti, 10-11.
Pa tista blokada, vse ste vsi videli, nad Joshom Greenom. Ja, o meni. Ljubi vas domovina, fantje, res. To bi, kakšna tekma. Človek je bil izmučen že na koncu. 18 točk, 12 skokov, 6 asistenc, z vrha gore asistiral pod košom, kjerkoli je lahko delil žoge, jih je. Hrovat 10 pik, Prle 10 pik, pismo Hrovat je tudi, res še enkrat dokazuje, da bi moral biti tudi zadnji zraven, pa ni bil, nema veze. Čebašek Jakob 9 pik, Ali Nikolić isto 9 pik, izkušnje njegove, wow. Zoki 7 pik, Bine in Samar 3 pike in Dimec 2 točki. Tako da v bistvu spet imamo razen Blažiča, ki upam, da bo v redu, samo še Glasa, ki je ostal na klopi, ampak zelo lepo smo porazdelili in točke in minutažo, kar je glavno. Blažo, prosim, daj se pozdravi, rabimo te, želimo si te. Vaši komentarji zelo dobrodošli, zelo me zanima vaše mnenje. Hvala, da me spremljate še enkrat, Gregor sem bil z vami iz Greg Sporta. Če ste tukaj prvič ali novič, vabljeni, da se naročite. Hvala Slovenija, hvala dečki, ajde!